Zdaj pa k tragični smrti mladega ameriškega pustolovca, padalca v krilnem kombinezonu Johnnyja Strangea. Ubit. Predstavljajte si, kako veter rohni mimo vas, ko s polno hitrostjo tečete z roba strme pečine. 2000 čevljev visoko v švicarskih Alpah. Za delček sekunde je pred vami le vrtoglavi pogled na dno doline daleč spodaj. Nato se s sunkom napihne krilna obleka in letite. Resnično letite. Tla bežijo mimo kot zamegljen madež, ko režete skozi zrak s hitrostjo več kot 100 milj na uro. Srce vam bije od navdušenja. To je popolna svoboda, čista radost. Z nagibanjem rok zavijete skozi oster ovinek in komaj da oplazite skalni izrastek. Gore se dvigajo okoli vas, drevesa pa mahajo pod vami. Brez napora vijugate med njimi in prečkate neverjetno ozke prehode. To je vaš element. Vsa vaša čutila gorijo, prevzeta od surovega vznemirjenja človeškega letenja. V teh dragocenih trenutkih ste nedotakljivi, neomejeni, neskončni. Ste ptica, ste sam veter, brez teže, brez meja, živ. To je tvoja sanje, zato si bil rojen. Pridruži se nam, ko razkrivamo skrivnostni dogodek in podrobnosti tragedije Johnnyja Stranga. Odgovarjamo na vprašanja, ki se porajajo ob njegovi prezgodni smrti. Johnny Strange je prišel na ta svet z avanturo v krvi. Njegov oče, Brian, in mati, Dianette, sta bila strastna plezalca in raziskovalca, ki sta raziskovala najbolj oddaljene kotičke sveta. Tekmovala sta v napornih avanturističnih dirkah, kjer sta preizkušala svoje meje, hodila, plezala, se spuščala po vrvi in veslala s kajakom skozi odročno divjino. Oba sta skupaj osvojila Everest. Johnnyjeva želja po avanturah in želja po premikanju meja sta bili globoko zakoreninjeni zaradi njegovih staršev, ki so mu predali svoj nemirni duh in nagnjenost k tveganju. Že kot malček je sanjal o tem, da bi poletel skozi nebo in se dotaknil oblakov. Pri 5 letih je že skakal s pohištva in se metal z vrha, igral na igrišču. Njegove majhne roke so bile razprte kot ptičja krila. Za 7. rojstni dan je dobil svojo prvo rolko in je z noro hitrostjo drvel po ulicah Malibuja, vijugal po pločniku, kot da bi jahal veter. Njegovi starši so mu dali vzdevek Ikarus, tako zaradi njegove želje po letenju, kot zaradi njegove brezbrižnosti do lastne varnosti. Svojo rolko se je peljal po avtocesti 101 med prometom. In potem me je prešinilo, da temu fantu nikoli ni bilo dovolj hitro. Ko je bil Johnny star 12 let, je osvojil svoj prvi večji gorski vrh, 16.050 čevljev visok, masiv Vinson na Antarktiki. To je bil začetek neverjetnega popotovanja, ki je Johnnyja popeljalo na najvišje vrhove vseh 7 celin, še preden je dopolnil 17 let. Takrat je bil najmlajša oseba v zgodovini, ki je osvojila 7 vrhov. Najboljši ameriški najstnik, vsaj če sodimo po višinah, ki jih je dosegel. Plezal je na vrh 7 najvišjih svetovnih vrhov. 17-letni Johnny Strange. Nisem sam, sanjam o dnevu. Ekstremnim športom se je posvečal z enako gorečo strastjo. Deskal na 9-metrskih valovih na Havajih, izvajal skoke z nepremičnih objektov v Velikem kanjonu, delal salte s snežnimi motornimi sanmi blizu svojega doma ob jezeru Tahoe. Za Johnnyja je veljalo: večje, ko je bilo tveganje, večje je bilo vznemirjenje. Bil je zasvojen z adrenalinom, z nenehnim premikanjem meja tega, kar so ljudje mislili, da je sploh mogoče. Trenutno sem najmlajša oseba, ki je opravila pustolovski Grand Slam. Osvojiš najvišjo goro na vsaki celini in prideš še na severni in južni pol. Jaz sem se na severni pol odpravil v 1. letniku. Čeprav je bil znan po svojih drznih podvigih in dosežkih, je imel Johnny Strange tudi močan filantropski duh in je svoje pustolovščine uporabljal za ozaveščanje o zadevah, ki so mu bile pri srcu. Med študijem na USC je študiral mednarodne odnose in postal odločen zagovornik boja proti genocidu po vsem svetu. Na vrhovih gorah, ki jih je osvojil, se je fotografiral z napisi "Ustavite genocid" in svoje svetovne pustolovščine uporabljal kot platformo za to pomembno sporočilo. Strange je bil tudi globoko predan zbiranju sredstev in ozaveščanju o raziskavah Parkinsonove bolezni, kar mu je bilo osebno pomembno zaradi izkušenj njegove družine. Ob uspešnem vzponu na Mount Everest je Strange dramatično razvil doma narejeno zastavo z napisom "Ozdravite Parkinsonovo bolezen", da bi svetu sporočil svoj namen. Nenehno je pozival svoje številne oboževalce in sledilce, naj darujejo kolikor lahko za pomoč pri financiranju raziskav Parkinsonove bolezni.
Ko sem bil star 12 let, sem si res želel pospeti na Mount Everest. In, veste, tukaj sem. A v resnici je bila v Johnnyjevi gorski norosti vendarle neka logika, priložnost, da avanturo spremeni v aktivizem. Ko prideš na vrh Mount Everesta, dejansko postaviš dva napisa. Kaj sta pisala? Na enem je pisalo: ustavite genocid, na drugem pa zdravite Parkinsonovo bolezen. Johnny nikoli ni izgubil svoje strasti do teh filantropskih ciljev, tudi ko se je začel osredotočati na večje in bolj ekstremne športe. Johnny je prešel od skakanja iz letal in toplozračnih balonov k skokom z mostov. Vedno se je zdelo, da je Johnny vedno znova dvigoval vložek. Rekel bi, da je skakanje z nepremičnih objektov vznemirljivo, ampak obstaja nekaj še bolj vznemirljivega. In to je letenje s krilno obleko. In to se moram naučiti. Po fakulteti je Johnny sledil svoji največji strasti, skakanju z nepremičnih objektov s krilno obleko. Prvič, ko je skočil s pečine v švicarskih Alpah v posebej oblikovani obleki s krili, je vedel, da je to tisto, za kar se je rodil. Ko je stopil z roba in začel drveti proti dnu doline s hitrostjo več kot 100 milj na uro, so tkaninska krila ujela zrak in začutil je mogočen občutek pravega letenja. Johnny ni bil več le fant, ki je sanjal o letenju, ampak mladenič, ki je svoje sanje spremenil v resničnost, ko je jadral skozi zrak. Gore pa so švigale mimo kot zabrisana kulisa. Johnny se je počutil resnično svobodnega. V naslednjih nekaj letih je Johnny opravil več kot 500 skokov z nepremičnih objektov s krilno obleko po vsem svetu. S kamero GoPro, nameščeno na čeladi, je posnel osupljive posnetke iz svoje perspektive, ko je švignil mimo strmih pečin in letal skozi ozke špranje med skalami. Ko gledaš njegove videoposnetke, imaš občutek, kot da tudi ti letiš. A base jumping z wingsuitom je morda najbolj nevaren ekstremni šport na svetu. Od prvih skokov v poznih 90-ih letih je umrlo skoraj 300 teh pilotov ekstremnih športov. Kombinezoni ti dajo krila, ne pa tudi sposobnosti, da bi se dvignil. Vedno drviš proti tlom, daleč spodaj. Upravljanje kombinezona zahteva izjemno spretnost in zbranost. Ena napačna poteza pri več kot 100 miljah na uro in verjetno te čaka prezgodnja smrt. Johnny se je pri vsakem skoku zelo dobro zavedal tveganja. Njegova družina in prijatelji so ga pogosto opozarjali ter mu govorili, da mu bo sreča slej ko prej pošla. Toda Johnny se je zavezal, da bo živel življenje na polno in je kljub nevarnosti sledil svoji strasti. Dan, ko bom pustil, da me strah odvrne od sledenja svojim sanjam, sem že mrtev, je rekel. Začel je govoriti o tem, kako nevarno je, in mi je poskušal pokazati videoposnetke. Jaz jih nikoli nisem hotela gledati. Nisem mogla, res nisem mogla. 30. septembra 2015 se je Johnny Strange pripravil na skok z wingsuitom v švicarskih Alpah. Za tisti dan je bil napovedan močan veter, daleč od idealnih pogojev. Nekateri njegovi kolegi skakalci so se odločili odpovedati načrtovane polete, saj so bili previdni zaradi nevarnih zračnih tokov, ki so se vrtinčili skozi visoke gorske doline. Toda Johnny se ni dal odvrniti. Čeprav je imel komaj 23 let, je opravil že več kot 500 uspešnih skokov. Bil je prepričan, da vetrovi ne bodo predstavljali težave za skakalca z njegovimi sposobnostmi in izkušnjami. V enem izmed intervjujev je nekoč rekel: nič ni podobnega občutku, ko lahko letiš. To je, kot bi imel supermoči. Gre za to, da živiš življenje v polni meri. Obožujem to, ne morem nehati. Ljudje so ga prosili, naj preneha. Rekel sem mu: Johnny, ne pojdi na to potovanje. Vedel sem, da ne bi smel še enkrat skočiti. Johnny se je pripravljal na skok s pečine, blizu gore Gičen, ki se nahaja v osrednjem švicarskem kantonu Švic. Gora Gičen, ki leži v švicarskih Alpah, ima nadmorsko višino 6418 čevljev. Izpostavljena apnenčasta pečina, na kateri je stal Johnny, omogoča izhodišče več kot 2000 čevljev nad strmo dolino spodaj. Vendar pa so zaradi lege gore pogosti nevarni vzgorniki in strik vetra. Na dan nesreče so hitrosti vetra po vremenskih poročilih verjetno presegale 65 milj na uro. Ko je stal na robu pečine in gledal čez dramatične, snegom prekrite vrhove naokoli, je Johnny občutil živahno pričakovanje zaradi adrenalinskega poleta, ki ga je čakal. Razširil je roke in začutil, kako tkanina kril ujame veter. Nato se je nagnil naprej v odprt zrak in začel padati proti dolini, tisoče čevljev spodaj.
Vetri so bili hujši, kot je pričakoval. Siloviti vzgorniki in padajoči zračni tokovi so premetavali njegovo telo in skoraj onemogočili, da bi usmerjal svojo pot. Krilna obleka se je nerodno ujela v sunke vetra in se ni moglo popolnoma napihniti, medtem ko je Johnny švignil čez pobočje gore. Čeprav je bil izkušen skakalec, so nepredvidljivi vetrovi in teren ob pečini postali usodni. Ker ni mogel doseči stabilnega leta, je Johnny približno 10 sekund po skoku trčil v neizprosno skalno steno gore Mount Gitchen. Trčil je v neizprosno skalo in sneg, ter bil zaradi hudih poškodb ob trku na mestu mrtev. Johnny Strange je bil star komaj 23 let. Novica o Johnnyjevi smrti je pretresla skupnost ekstremnih športov in širše. Čeprav so se mnogi bali, da bi ta dan lahko prišel zaradi izjemnih tveganj, ki jih je Johnny prevzemal, je bila novica še vedno srce parajoča za vse, katerih življenja je zaznamoval. Spominska slovesnost na vodi je potekala blizu Johnnyjevega doma na plaži Zuma, kjer so se zbrali stotine prijateljev, družinskih članov in soapostolovcev, da bi delili zgodbe in se poslovili od mladega moža, ki je v 23 letih živel bolj drzno kot večina v celem življenju. 80-minutni dokumentarni film Johnny Strange – Born to Fly prikazuje njegovo izjemno življenje in tragično smrt. Lokalni filmski ustvarjalci iz Malibuja so sprva načrtovali, da bodo o Strangeu posneli kratek film za Discovery Channel v okviru programa Elevation Weekend. Preden se je Strange odpravil na svojo usodno pot v švicarske Alpe, so z njim v Malibuju posneli prvi intervju. Po Strangeovi tragični smrti so se odločili, da bodo nadaljevali s celovečernim dokumentarcem o njegovem izjemnem življenju. Intervjuvali so njegovo družino, prijatelje in sopustolovce, da bi skupaj sestavili njegovo zgodbo. Raziskuje, kaj je gnalo njegovo nepopustljivo iskanje ekstremnih doživetij in kakšne lekcije se lahko naučimo iz njegove neomajne strasti do življenja na polno. Moje ime je Johnny Strange in sem base skakalec s skrivno obleko.